Maksimilijan Klančnik, predsednik Društva gostincev Pohorje. Nekdo, ki zasluži 20 000 evrov, težko razume, kako se počuti nekdo, ki nima za kruh. Gospod Klančnik, iskrene čestitke za Bob leta 2014. Me zanima, kaj vam pomeni ta nagrada, ki so vam jo pravzaprav podarili bralci Večera? Ja, ta nagrada seveda mi pomeni veliko. S tem sem pa mogoče tudi pokazal, v stvari izrazil misel ne samo mene, ampak večina Slovencev. Kajti jaz mislim, da ta misel se je dotikala kar večina Slovencev. V svojem Bobu ste omenili kruh. Kako trd je pravzaprav pohorski kruh v tem trenutku? Ja, je kar trd. Na splošno kruh na Pohorju je trd, zelo moramo garati, odvisni smo od vremena, letos od snega, zelo je zdaj pomanjkanje snega, tako da vsi gostinci na Pohorju imajo res trdi kruh. Letošnji zmagovalec, spoštovani pa je človek, ki je dobil občutek, da se je nič kriv, nič dolžen znašel v razmerah, ko ugotavlja, da tudi pošteno delo danes ne zadostuje več nujno, da je skušal živeti in preživeti, a so nekje v njegovi bližini izčrpali, kar se je izčrpati dalo, zdaj mirno služijo naprej, pa čeprav je šlo vse skupaj v stečaj, tudi potem, ko se je vmešala politika in se ta za nameček še sprla slabo banko, kjer imajo vodilni tudi do 20 000 plače. In o teh tisočakih je najbolj govoril letošnji zmagovalec, ko je rekel: nekdo, ki zasluži 20 000 evrov, težko razume, kako se počuti nekdo, ki nima za kruh. Dame in gospodje, to je zgodba o mariborskem Pohorju. Predsednik Društva pohorskih gostincev Maksimilijan Klančnik, pa avtor teh besed in proizvodnje Večera. Maksimilijan Klančnik, predsednik Društva gostincev Pohorje. Nekdo, ki zasluži 20 000 evrov, težko razume, kako se počuti nekdo, ki nima za kruh. Že 16. je letos Večer podaril Bob leta. Nekako se zdi, da sporočila Bobov iz leta v leto ostajajo zelo podobna. Kdo torej sedi na ušesih? Ja, tisti, ki ne bi smeli. V primeru učiteljice je jasno, kdo zelo neposredno. V primeru razmer v državi pa pač je tako, resnično. Zmagujejo v zadnjih letih Bobi, ki slikajo tisto bolj bridko sliko Slovenije, govorijo o socialnih stiskah, v resnici govorijo o lačnih otrocih. In ta današnji zmagovalni seveda o tem, da nekdo, ki ima 20 000, ne more razumeti nekoga, ki nima niti za kruh. Želim si, da bodo počasi začeli zmagovati tudi bolj optimistični Bobi, pa ne zato, ker bi bilo s temi karkoli narobe, ampak zato, ker si želim, da bi se razmere začele popravljati v to smer, da za takšne izjave ne bi bilo več potrebe. Hvala vsem, ki so glasovali. Večina letošnjih Bobov je odraz družbe, v kateri živimo. Želel pa bi, da bodoče ne bilo potrebno takih negativnih mislih za Boba leta. Hvala lepa. Ste po vsem, kar smo doživeli, napisali, prebrali, poročali, še optimist? Ja, seveda sem optimist, sicer se je zadeva zdaj pozitivno rešila, kaj se tiče zimske sezone. Seveda gostince pa še čaka veliko dela, saj moramo na Pohorje privabiti tudi veliko gostov poleti, ne samo po zimi. Živimo v času, ko je zelo veliko mnenj, vseh strani butajo v nas. Kaj je pravzaprav prednost, oziroma kaj je glavni pomen Boba leta? Torej, Bob leta že potem, kako je bila nocoj dvorana polna, kakšna je praviloma gledanost, tudi v neposrednem prenosu seveda dokazuje, da je to večer, ki si ga ljudje želijo, najbrž seveda tudi zato, ker uživajo v satiri, morda je nekaj sproščenosti, nekaj smeha, tisto, kar jim v vsakodnevnem življenju manjka in pridejo tudi po to. Ampak drugače mislim, da je to ena največjih, če ne celo, pametivo pravi, boš bolje vedel kot jaz, največja družabna prireditev v Mariboru. Absolutno. Vsako leto zelo uspešna, zelo odmevna in naj gre naprej.